Spoštovani, 20. november je dan, ko vsako leto praznujemo slovenske splošne knjižnice. To je hkrati priložnost, da v javnosti širimo glas o ustanovah vseživljenjskega učenja, ki jih nekateri prvič obiščejo kot otroci, drugi kot odrasli in tretji na jesen življenja. Razlogi za obisk knjižnic so različni, prav tako kot so različne pričakovanja tistih, ki stopajo vanje. Lani smo knjižničarji ugotavljali, da dobre knjige povezujejo in prav na naš dan v svet pospremili portal dobreknjige.si. Letos smo idejo o povezovanju razširili kar na knjižnice kot celoto, kar dokazuje tudi slogan Knjižnice povezujejo, oziroma, če se izrazim prvi osebi množine, knjižnice povezujemo. V mislih imamo poleg stavb tudi zaposlene v knjižnicah, ki pripravljamo programe, izpostavljamo medosebne odnose, ter tako knjižnične prostore spreminjamo v prostore srečevanj in druženj. S projektom Posavci beremo skupaj smo vas prvič nagovorili marca 2010. Od tedaj do danes se že 5. sezono povezujemo 3 posavske knjižnice. Valvazorjeva knjižnica Krško, knjižnica Sevnica in knjižnica Brežice, ter tudi vi, drage bralke in bralci, ki pomembno sooblikujete ta bralni projekt. Lani ste knjižne nagrade osvojili 103 bralci, letos pa je bilo uspešnih kar 135. Mnogi ste, po odzivih sodeč, projekt sprejeli za svojega. Njegovo največjo vrednost vidite v tem, da se srečate z drugačnimi knjigami, kot bi si jih sami izbrali in ste v njihovem prebiranju marsikdaj navdušeni. Pred nami je sklepno dejanje letošnje sezone. V Sevnici so ob njenem izteku 20. novembra gostili Miho Macinija. Krškem jih bo jutri nagovoril Feri Lanšček, naš današnji gost v Brežicah pa je Sebastian Pregel. Z njim se bo pogovarjala naša sodelavka, tudi koordinatorka projekta Posavci beremo skupaj v Brežiški knjižnici Mateja Kus. Izvolite. Hvala in dober večer tudi v mojem imenu. Hkrati v naši sredini pozdravljam gosta Sebastiana Pregla. Dobrodošli na mesto zločina, kako je zapisano na vaši spletni strani, in sicer v razdelku oziroma v rubriki, kjer so objavljeni dogodki, ki so se že zgodili in pa tisti, ki še prihajajo. Torej na tistih dogodkih, kjer vas lahko ljudje pobliže spoznajo oziroma spoznamo. Pa naj uvodoma podam nekaj osnovnih podatkov o našem današnjem gostu. Sebastian Pregel je slovenski pisatelj mlajše generacije, ki živi in dela v Ljubljani. Je diplomiran zgodovinar, član Društva slovenskih pisateljev, od leta 1991 pa svoje zgodbe objavlja v literarnih revijah. Izbrala sem 8 naključnih črk slovenske abecede in našega gosta prosila, naj jih opremi s po enim pridevnikom za posamezno črko, torej tistim pridevnikom, ki ga najbolj opiše oziroma predstavlja vrednoto, ki mu največ pomeni. In nastali so sledeči opisi. Črka A, abstraktno. Kaj lahko dodati? Kaj povedati? Ja, da abstrakcija je fajn. Abstraktne stvari so v redu, zato ker v bistvu nadajo neke nove dimenzije in vidimo stvari, ki jih mogoče sicer ne bi videli. Jaz se mi zdi zelo fajn v življenju, da niso vse stvari zelo take jasne, ampak da so kakšne tudi abstraktne, ki nam puščajo polje domišljije zelo odprto. Je to morda povezano s črko B, kjer ste navedli pridevnik brezskrben? Se da kakšne vzporednice postaviti? Ne, sem tudi malo naključno pravzaprav teh pridevnike potem pisal. Ne, brezskrbnost je nekaj, česar imamo danes pravzaprav vsak dan manj in se mi zdi, da bi mogli biti pripravljeni za to malo več narediti in malo več včasih tudi žrtvovati za to, da bi kdaj kasneje bili lahko malo bolj brezskrbni. Iskren? To je tisto, kar najbolj potrebujemo in brez tega je pravzaprav vse skupaj žalostno. Tako da iskrenost je ena stvar, ki bi nas mogla pravzaprav prežemati pogosteje kot nas sicer. Po
Potem pri seju ste dejali svetovljanski. Ja, to je tudi nekaj, kar se mi zdi, da ena dimenzija, ki jo Slovenci potrebujemo, ko moramo več na tem delati, da pravzaprav odpiramo okna in jih ne zapiramo in da čim več gledamo ven, da bi tudi kaj videli. Pa tu se mi poraja vprašanje glede potovanj. Se pravi, če potujemo, na nek način si pridobivamo to svetovljanskost. Sigurno. Radi potujete? Ja, zelo. Kje se počutite najbolj doma? Doma. Doma? Ne vem, to je pa tako, pravzaprav. Zdaj nazadnje sem recimo gostoval na Dunaju. Dunaj imam v zelo lepem spominu, ker sem tam diplomo pisal. Tam se zelo domače počutim, z Dunaja tudi moj prevajalec v nemščino, tako da sva preživela en super dan, ker je rekel, bi ti rad kaj videl, česar turisti ne vidijo, pa sem rekel z veseljem, čeprav dosti dobro poznam Dunaj, sva potem odtavala po tem mestu in res tako super popoldan je bil, no, ker mi je razkazal stvari, ki pravzaprav niso v nobenem turističnem vodiču, ne. Recimo od malih daljših krajev, pa ne vem, Iran stoji v takem zelo lepem spominu. Prijazni ljudje, mogoče njihovo življenje ni tako fajn, kolikor zgleda. Čeprav na koncu, ne vem, tisto, kar smo se mi družili z domačini, je bilo tako lepo popotovanje. No, pa se mi zdi, da to povedano lepo zaokroži tudi črka Ž. Zadnja črka abecede, vi pa ste navedli pridevnik življenjski. Ja, ker je fajn, da smo življenjski, ne. Se mi zdi, da na koncu nekaj pa črta potegnemo in pa dobro, da smo življenjski, karkoli delamo fino, da imamo velike plane. In super je, da sanjamo, vse je pa ne, pa na koncu ta komponenta je pa tudi nekaj, kar nam pravzaprav tudi, če smo, mislim, na nek način je treba biti tudi dovolj prizemljen in življenjski, zato da nekako izpeljemo tudi to, kar si zastavimo. Prisotni ste na družabnih omrežjih, torej tudi to sodelovanje je nastalo tako. Se vam zdi, da ste na ta način bližje bralcem, se pravi, da ste nam bolj dostopni? Nisem čisto prepričan. Ja, malo je gotovo, se drugače tega ne bi počtel. Ampak to je tako, ne. To je zelo podobno, kot če imaš zelo veliko prijateljev na Facebooku, ne, potem ti pa pripeljejo, da pa jih je treba v klec nositi, ne, pa pišeš, ne, da pač jutr v soboto dopoldan bi bilo treba to drva v klec nositi, ne, pa naenkrat od 500 prijateljev ni nobenega, ki bi drva nosil, ne. Pa če ostane vaš kar pri tem mediju, kakšen je vaš odnos do brezpapirnega branja oziroma do e-knjig? Pa zanima me, če morda tudi sami razmišljate v tej smeri, da bi kdaj prišla vaša e-knjiga. Mislim, vse nekaj mojih knjig je že v obliki e-knjige. Sam jih nimam preveč rad, no, pač rajš takele klasične knjige. Tam ne, če bi se pa že šel e-knjige, ne, bi pa rabil močno založbo, ker jaz bi v svojem tem delu za otroke, ne, bi bila pa zadeva lahko zanimiva, ne. Zdaj sem tik pred izidom eno serijo, ki se dogaja pred 5200 leti na Ljubljanskem barju, z okoliščarji, pa en ta malček je tak frajerček, ne, mislim, tak najbolj majhen, najbolj suhcan, ampak tudi najbolj prebrisan. To je obdobje, no, ko kamena doba pravzaprav prehaja se končuje, ne, ampak je tisti zadnji rep, ne, kamene dobe. In se mi zdi, glede na to, da je to neko področje, ki je pravzaprav v tem alpskem svetu, ne, se pravi Slovenija, Avstrija, Nemčija, Italija, Švica, Francija, se mi zdi, to je to, da bi se dalo zelo fajn e-knjigo narediti kot aplikacijo, kjer bi lahko prilagodil, ne, za vsako državo posebej in potem seveda ne boš gledal kot, ne vem, nemški bralec slovenskih nahajališč, ampak greš gledati nemška, ne, imaš pač neko tako prilagoditev, kar je fajn. Potem pa še razširjeno, da vidiš, da to ni bilo samo pri nas, pogledaj se bilo tudi v sosednjih državah, ne, pa greš lahko tudi tam raziskovati. Tam se odpirajo krasne možnosti, ne, na tem področju, ne, dočim pri samem, ne vem, recimo romanu ali pa kratki zgodbi, se mi pa to ne zdi potrebno. Torej, uvodoma sem že omenila, da je naš današnji gost proizobrazbe zgodovine. Ob tem nas verjetno večina takoj pomisli na letnice, ki so jih zaznamovali pomembni dogodki. In slednjo lahko zasledimo tudi med novicami na gostovi spletni strani, kjer je med drugim navedeno tudi sledeče. November 2013. Ta mesec pri Cankarjevi založbi izide roman Pod srečno zvezdo. Julij 2014. To poletje bo roman Pod srečno zvezdo izhajal kot feljton v časopisu Večer. Oktober 2014.
2014. Tik pred izidom je roman Kronika pozabljanja, ki bo prihodnji meseci šel pri založbi Goga. V revijah Sodobnost, literatura in rast so odlomki za Fukushimo. Prav tako je bil odlomek v literarnem nokturnu Radia Slovenije. December 2014. Pri založbi Goga je izšel roman Kronika pozabljanja, pri založbi Miš pa otroška knjiga Bogojan in prijatelji. Leto se je zaključilo z gostovanjem v Moskvi. Februar 2015. Tega sicer ni na spletni strani, sem si dovolila dodati kar sama. In sicer smo udeleženci bralnega krožka za odrasle v knjižnici Brežice roman Kronika pozabljanja uspešno predlagali za uvrstitev na bralni seznam projekta Posavci beremo skupaj. Marec 2015 začenjajo se predstavitve novega romana. Najprej v Trbovljah, v prihodnjih mesecih sledita predstavitvi v Ljubljani, Novem mestu, novembra pa še v Brežicah. Vmes romanom Posrečno zvezdo postane po Ljubljani in Celovcu. Nemški prevod tega romana izide predvidoma jeseni. April 2015 roman Kronika pozabljanja se uvrstil med deseterico za Kresnika. Na to zapisov po mesecih ni več, zagotovo pa so se vmes zgodili številni pomembni dogodki. Kronikani zapisi zadnjih 2 let največ pričajo o romanu Posrečno zvezdo in pa najnovejšem romanu izpod vaših rok Kroniki pozabljanja. Tako zelo domače vam je spogledovanje s fantazijo, neko nad realnostjo. V teh 2 omenjenih romanih pa jo je le za okus. Zanima me, kako to, da ste se obrnili bolj k realnosti? Malo sem se zresnil. Ja. Pa vem, mislim, to je tako pač nek razvoja, ne? So stvari, ki te v nekem obdobju blazno pritegnejo in moraš o njih pisati, potem pač pridejo neke druge stvari. Zdaj že 3. roman pišem, kjer so tudi tujci zelo močno prisotni, ker je pač to neka naša realnost, ki se nam dogaja in od katere se ne moramo več stran obračati. To je prvo iz teh 3, recimo, oblik, če ta moment malo razložim, ne? V Posrečno zvezdo je pač romunski par, to sem jaz pisal takrat, ko so se pač Romuniji odprli, in vsi so šli v Italijo delati. Naenkrat so bili romunski ali pa italijanski kombi na slovenskih cestah, so jih preplavili, in medtem, ko sem jaz to pisal in to zaključil, so zadeve že bistveno večje ratale. In potem tudi pač, dobro se v Kroniki pozabljanja spet moment s tujci, in tudi roman, ki ga zdaj pišem, potem bom pa to temo res zaključil, se še vedno ukvarja z njimi, ker zadeve pač prekipevajo, tega je vedno več, vedno bolj smo upeti v to, hočeš, nočeš, je to del našega vsakdana in se mi zdi, da na nek način je tudi to, ne vem, pri sebi čutim kot neke vrste dolžnost, če že pišem, da potem pač o tem pišem. Kaj tam pišete? Trenutno pišem tudi roman, pa naslednja stvar bo spet. Mislim, to so skozi še romani. V bistvu sem vmes ene kratke zgodbe začel pisati, pa so bile toliko črne, da si jih pač sploh ne želim izdati, ker so tudi tukaj in zdaj in so, v bistvu so me polkar odbile. Zdaj pišem pač roman o tem, se bo o teh stvarih govoril, dokler niso napisane. V bistvu je spet vprašanje tujcev, pa bolje, ki požira tujce, pa kako jih sprejemamo. Pa spet o tej tanki liniji, kdo v resnici je sploh tujc, ker nenazadnje se ni toliko dolg nazaj, 70 let nazaj so bile polne ladje Evropejcev, ki so bežali iz Evrope in ni nujno, da ne bo čez naslednjih 20 let se to ponovili in mogoče ne bojo iz Afrike v Evropo ladje prihajali, pa bojo iz Evrope v Afriko ladje vzimali. Pa če ostaneva pri tem pisanju, naprimer ta roman Kronika pozabljanja, zanima me, ali se zgodi, da pozabi tudi avtor kaj? Na kakšen način si beležite te podatke? Avtor veliko pozablja. Avtor vas čas pozablja, tako da. Najhujše so te kakšni nočni prebliski, ki se mi zdi tako super, da to itak ni možno pozabiti in seveda zjutraj se spomnim samo tega, da to je tako dobro, da ne moreš pozabiti, sam ne vem več česa ni možno pozabiti. Jaz še vedno verjamem, da ko pride neka tema, ki se ti zdi pomembna ali pa nek dogodek, nek moment, ki ima svojo težo, da preprosto res ne moreš pozabiti in vse ostalo, kar jaz zlahka pozabim, se mi zdi, da pač že ni bilo tako redo, da bi si bilo vredno zapomniti. Če smo danes pri zaključku letošnjega projekta Posavci beremo skupaj, me zanima, kaj vi trenutno berete? Trenutno berem od
Šlinka, en roman, ki se tudi pod razno zdaj ne bom spomnil naslova. Na nošnji v marci imam Agato Tomažič pripravljeno, zato ker gremo skupaj na Finsko in se spodobi prebrati. Ne. Tudi sicer me zanima, ampak zdaj bom pač malo hitreje prebral. Trnov Miha Macini me zelo mika, ne, ampak on pa bo mogel počakati, ker nikamor ne greva skupaj. Tako da, ne vem, vse te knjige se skozi nabirajo, to je tako, mislim, včasih sem vesel, ne, ker izhaja bukla in ne berem in polno občutek, kako sem jaz prebral, v resnici pač preberem v njih 5 stavkov, ne, ker pač preberem lahko bistveno manj, kakor bi si želel. Ne. Pa lahko rečemo, da ima pisatelj svojega najljubšega pisatelja? V nekem obdobju, ja, sicer pa težko, mislim, jaz lahko samo zase odgovorim, jaz ga nimam. Vem pa, da dolga leta je bil meni Pavič, zlasti hazarski besednjak, ena taka knjiga, ki se mi je zdela čisto nedosegljiva, sem ga prebral, vse, da se je v bistvu vse napisal, ne brez veze, da jaz karkoli pišem. Ne. Ampak po drugi strani, pravzaprav je on pisal neke svoje zgodbe, jaz pišem svoje zgodbe in je to čisto v redu. Tako da, ja, so obdobja, ko imaš najljubšega pisatelja, sigurno. No, jaz sem tu svojimi vprašanji zaključila. Hvala. Če se bo vam porajalo še kakšno vprašanje, vas povabim, da ga Sebastjanu zastavite potem po radnem delu zadaj v pogostitvi. Predlagam pa, da sedaj preverimo statistične podatke letošnje bralne sezone Posavci beremo skupaj, najuspešnejšim bralcem pa seveda podelimo tudi knjižne nagrade. V Brežiški knjižnici je pri projektu letos sodelovalo kar 69 bralcev, od tega vas je 35 prebralo vsaj 5 knjig z predlaganega seznama. Našteli smo 512 izpolnjenih kazalk, med najbolj branimi so tokrat bile knjige Panika, Poljub iz Rusije, Sestra, Tek za zmajem, Potepuški maček Bob, Reci kdaj in vsi 3 deli Zmajeve krvi. Medijski sponsor projekta je bil tudi letos Zavod Nebildunum, v knjižnih nagradah pa se tokrat podpisuje celjska Mohorjeva založba. Nakup knjižnih nagrad so nam z donacijami omogočili Coop Trgovina d.o.o., MKK Kus d.o.o., Generali Zavarovalnica d.d. in Marke Dušak d.o.o. Vsem se iskreno zahvaljujemo za podporo. Knjižne nagrade, željeno v hvalnico šibkosti, bo zavzetim bralcem podelila direktorica knjižnice Brežice, magistrica Teja Vrtoč. Prosim, da po prejeti nagradi stopite na oder in počakate na skupinsko fotografiranje. Hvala gostju Sebastjanu Preglu in voditeljici pogovora Mateji Kus za predstavitev romana Kronika pozabljanja. Zahvaljujem se tudi vam, dragi obiskovalci, da ste z nami soustvarili kroniko letošnje 5. sezone bralnega projekta Posavci beremo skupaj. Marca 2016 začnemo z ustvarjanjem nove. Tudi v prihodnje si želimo, da se udejanja zapis Otona Župančiča iz pesmi Duma na stekleni steni knjižnične stavbe. Citiram: Tu se žile življenja stekajo, polte vesoljstva tukaj se sekajo. Konec citata. Torej, naj vas vaše poti še naprej vodijo v knjižnico Brežice.